konec leta je začetek novega, sem seveda že napolno začel z delom v letu 2018, še posebej zaradi tega, ker se nekateri projekti so taki, da so se v bistvu se bojo v letošnjem letu končali, začeli so se pa že seveda v lanskem. Če se bi obrnil to prvo na leto 2017. Muzej smo zadovoljni z upravljenim delom. Če se prvo obrnem, kot si že omenil, glede števila obiskovalcev, mi smo imeli v muzeju, ponovno nam je uspela rast, sicer skromna, par procentov, več kot 25 000 obiskovalcev, ki so se vstopnico vstopili v muzej. Število obiskovalcev, ki si pogledajo naše razstave, ki so v prostem dostopu, se pravi, to je recimo razstava Košlezna pride cesta, ki je bila postavljena v različnih krajih Celjske regije, ali pa recimo razstava Grofe Celjske, ki je na Starem gradu, in nekatere druge razstave po regiji, ki so, pa je številka še dodatnih 80 000. Tako da smo, kar se obiska tiče, smo izpolnili cilje. Vsezadnje smo seveda kot muzej, ki sicer pretežno financiran s strani države, vendar žal ne v celoti, ne 100%, zato seveda moramo preko izbrane stopnine pokrivati seveda vrsto stroškov, ki nam jih država in pa tudi lokalna skupnost ne pokrijeta. Od pomembnih razstav bi v prvi vrsti omenil razstavo Steklo na Celjskem. Tukaj je tudi katalog, ki si ga, kolikor se tema zanima, gre za izjemno izčrpno, strokovno, izjemno dobro ocenjeno razstavo, pregled zgodovine steklarstva, ki je ena pač pomembnejših gospodarskih panog, bila tudi v preteklosti in upamo, da bo tudi v prihodnosti. Kot verjetno poznate, Rogaška se ponovno pobira steklarna Hrastnik, ki je tudi dokaj uspešna, medtem ko Male Glažute, ki so pomenili začetek steklarstva na Slovenskem, so seveda vse že zdavnaj propadle. Druga taka razstava, ki je bila izjemno odmevna, je bila gostovanje, skupno stvari koprodukcija skupaj s Cankarjevim domom, Kolumbova hči, razstava v Almi Maksimiljani Karlin. Tudi dokaj dobro obiskana, dokaj odmevna, z vrsto spremljajočih dogodkov. Tako da lahko rečem, da smo s tem sodelovanjem s Cankarjevim domom tudi mi zelo, zelo zadovoljni. Čeprav tudi ocene tudi iz Ljubljane so dokaj pozitivne. Od razstav, ki so bile, bi mogoče omenil še filatelistično dediščino na Celjskem, to je pač en prvih korakov, ki smo jih imeli na to smer. To je ena izmed mlajših zbirk v našem muzeju, kolega magister Damir Žerič, ki je postavil, da smo tudi gostovali potem v Državnem svetu Republike Slovenije, tako da smo bili prvikrat v zgodovini, da smo bili z dvema svojima razstavama istočasno v Ljubljani.